Verjetno ste že slišali, da Evropa uvaja carine na kitajske električne avtomobile, da bi zaščitila milijone delovnih mest pred valom poceni uvoza. Kaj pa, če dosežejo ravno nasprotno? Kaj, če te carine sploh niso zaščita? Kaj pa, če gre za počasno gospodarsko past, ki velikane kot sta Volkswagen in BMW spremeni v zombi proizvajalce avtomobilov, medtem ko kitajski preda nadzor nad evropsko digitalno in industrijsko prihodnostjo? Skrb vzbujajoči del, morda je že prepozno. Leta 2025 evropska avtomobilska industrija zaposluje približno 13,8 milijona ljudi. Samo Nemčija ima več kot 700 tisoč teh delovnih mest, zaradi česar je avtomobilska industrija ena od temeljnih panog celotne države. Volkswagen, Mercedes-Benz in BMW, to so ikonična imena, ki opredeljujejo industrijo. In takšna moč blagovne znamke ni poceni. Toda pojavlja se novo ime, ki ogroža industrijo. Leta 2025 je nemški avtomobilski sektor izgubil več kot 51 tisoč delovnih mest, kar je približno 7% celotne delovne sile v enem samem letu, kar je neposreden udarec eni najpomembnejših industrij v državi. In za mnoge je krivda usmerjena v eno smer. Spoznajte BYD Dolphin, majhen priključni hibrid, ki se tiho začenja pojavljati na trgih po vsej Evropi. Namenjen je prav tistim kupcem, okoli katerih so nemška avtomobilska podjetja zgradila celoten svoj sistem. Vsakodnevnim voznikom, ki iščejo nekaj cenovno dostopnega, učinkovitega in sodobnega, in prodaja se za samo 26 tisoč do 28 tisoč dolarjev. To je poceni in prelomno. To je eden prvih modelov za množični trg, ki jih je BYD zasnoval posebej za globalno širitev iz Kitajske. Za voznike je veljal za rešitev. Za avtomobilska podjetja pa grožnja. Leta 2024 je EU sledila ZDA in uvedla carine v razponu od 17% do 38% na kitajska električna vozila. Presenetljivo je sredinsko leva nemška vlada glasovala proti temu predlogu, predvsem zato, ker je njihova lastna avtomobilska industrija skrbela zaradi morebitnega gospodarskih povračilnih ukrepov. To je bila še ena poteza v vse bolj očitnem vzorcu. Industrijske sile so vse bolj pritiskale druga na drugo. Vsaka je skušala upočasniti drugo. Toda trg se ni upočasnil. Povpraševanje po električnih vozilih v Nemčiji je kljub temu še naprej raslo, največji zmagovalec pa je bila Kitajska. In tukaj se stvari začnejo zapletati. Ker če naj bi te carine ščitile nemški avtomobilski trg, zakaj potem nekateri največji direktorji v industriji zdaj opozarjajo Evropsko unijo naj se umakne? Ola Schielinus, generalni direktor podjetja Mercedes-Benz, je bil v ospredju modernizacije podjetja, del tega pa je bil tudi prehod na električna vozila. Že dolgo je močan zagovornik hibridnih in popolnoma električnih modelov, zato je po prevzemu vodenja podjetja vodil naložbo v vozila na baterijski pogon v vrednosti 12 milijard dolarjev. Schielinus Kitajske ne vidi kot grožnjo, temveč kot partnerja. Schilling se je leta 2024 pridružil uradnemu nemškemu državnemu obisku na Kitajskem. To je bilo razumljeno kot izjava, da je Nemčija odprta za sodelovanje s kitajskimi podjetji pri novih avtomobilskih pobudah. In čeprav je on najglasnejši zagovornik te pobude, še zdaleč ni edini. Upravi Volkswagna in BMW-ja sta bili močno proti kakršnimkoli predlaganim carinam, podjetji pa pogosto pošiljata trgovinske ambasadorje na Kitajsko. A to ni politika, to je dobiček. Čeprav so nemški avtomobilski proizvajalci v neposredni konkurenci s kitajskimi proizvajalci, sta ti dve državi gospodarsko prepleteni, veliko bolj kot si ljudje predstavljajo. Nemški avtomobilski proizvajalci tradicionalno ustvarijo več kot 30% svojega dobička na kitajskem trgu, kjer so zahodni avtomobili še vedno zelo zaželeni med višjim slojem. Liberalizacija kitajskega gospodarskega sistema v zadnjih nekaj desetletjih je državo spremenila v gospodarsko velesilo. Pravijo, da če Kitajska kihne, celoten nemški indeks DAX zboli. Tako za podjetja kot so Volkswagen, BMW in Mercedes-Benz, Kitajska ni le še en trg, je eden največjih virov dobička, ki jih imajo. A hkrati so tudi njene talke. In to odpira resno vprašanje. Če so evropski proizvajalci avtomobilov tako odvisni od tega odnosa, kako lahko kitajski električni avtomobili še vedno evropske proizvajalce cenodno tako agresivno spodrivajo? UBS Investment Bank je eden vodilnih virov za vse, kar je povezano s finančno in industrijsko analizo. Serija razgradnih analiz podjetja je podrobno preučila v finance podjetja BYD, kmalu potem, ko je kitajsko podjetje vstopilo na evropski trg. Od leta 2020 je Kitajska postala ena največjih prejemnic koristi zaradi svetovnih gospodarskih pretresov. Država se je preoblikovala iz neto uvoznice avtomobilov v največjo izvoznico na svetu. A to tri podjetja BYD, njihov prvi model z množičnim izvozom, je bil dovolj, da je obrnil celoten avtomobilski trg na glavo. In za vsem tem se je skrival ena majhna skrivnost. Leta 2023 so imela kitajska električna vozila že 25% stroškovno prednost pred številnimi svojimi tradicionalnimi konkurenti. Vsakič, ko podjetje vstopi na trg z veliko stroškovno prednostjo, pretrese področje, dokler lahko to prednost ohrani. Pogosto se zgodi, da nova podjetja začnejo s prodajo izdelkov pod ceno.
Agresivno znižujejo cene, da privabijo stranke, nato pa kasneje zvišajo cene ali pa izgubljajo denar, dokler tega ne morejo več vzdrževati. In to običajno prinaša določeno past. Ker ko se cene zvišajo, prvi valovi kupcev izginejo. Toda pri podjetju BYD se zdi, da se ta vzorec ne ponavlja na enak način. Vse je v tem, da imaš prave dele sestavljanke v svojih rokah. BMW, Mercedes in Volkswagen so morda nemške znamke, vendar je danes skoraj vse globalni proces. Od surovega jekla, iz katerega so narejeni avtomobili, do računalniških čipov, ki nadzorujejo njihov zapleten armaturni sistem, avtomobil ni sestavljen na enem mestu. Avtomobilske tovarne bolj verjetno sestavljajo že izdelane dele pripeljane z vsega sveta. Kitajska že leta ponuja poceni alternativo za proizvodnjo, kar ji daje jasno vlogo v skoraj vsakem gospodarstvu po svetu. In za večino avtomobilskih proizvajalcev je le približno 30% delov izdelanih v lastni proizvodnji. BYD igra povsem drugačno igro. Namesto da bi večino svoje dobavne verige oddal zunanjim izvajalcem, približno 75% svojih komponent proizvaja interno, zahvaljujoč dobro uveljavljenim industrijskim sektorjem na Kitajskem. To ima veliko prednosti. To pomaga ohranjati nizke stroške, saj ni uvoznih dajatev in stroškov prevoza. To je enako, kot če bi kupili že sestavljen komplet Lego iz tujine in hkrati imeli v lasti tovarno Lego. To daje kitajskim električnim vozilom prednost v proizvodnih stroških in hitrosti, ki jo je težko nadomestiti. Te prihranke lahko neposredno prenesejo na kupca. In to jim daje veliko denarja, ki ga lahko porabijo. Leta 2023 je podjetje lahko povečalo svoje izdatke za raziskave in razvoj za 97%. To je imelo ključno vlogo pri razvoju modela Dolphin, še bolj dostopnega modela, zasnovanega za širjenje njihove blagovne znamke po vsem svetu. Cena delnic podjetja je začela strmo naraščati in še danes še naprej raste. Vendar pa še vedno ostajajo vprašanja o njegovi prihodnosti na zahodnih trgih zaradi carin in političnega pritiska. Kljub temu ga to ne upočasnjuje. BYD ima še večje načrte, Evropa pa je trdno v njegovem fokusu. BYD ima načrt, ki sega daleč preko avtomobilov. Vse izhaja iz vizije enega človeka, Wanga Chuana Chuanfuja, ustanovitelja podjetja BYD. Za razliko od številnih tradicionalnih avtomobilskih podjetij, BYD obstaja šele od leta 1995. Nima uveljavljenega slovesa glede kakovosti, na katerega bi se lahko zanašal. Pravzaprav je začel kot podjetje za baterije za mobilne telefone in šele leta 2003 vstopil na avtomobilski trg. Zdaj nadoknaša izgubljeni čas. Chuan Chuanfu je od ustanovitve svojega podjetja osvajal nekatere najvplivnejše vlagatelje na svetu in leta 2008 prejel $230 milijonov veliko investicijo od Warrena Buffetta. Hitro je postal milijarder, kar mu je omogočilo, da si je ustvaril pot do vodilnega položaja na kitajskem avtomobilskem trgu. Podjetje je uspelo preživeti zmanjšanje subvencij za električna vozila strani kitajske vlade, a največja inovacija Chuana Chuanfuja se morda dogaja prav pred očmi vseh. Trenutno je največja ovira za odločen prodor BYD-ja na evropski trg logistika. Evropa ima svoj močan avtomobilski trg in tudi brez carin so stroški prevoza velikih strojev na drug kontinent ovira za vsako večje podjetje. Da bi BYD resnično prevzel evropski avtomobilski trg, bo moral rešiti svoje težave z dobavo in proizvodnjo. Morda je našel način, kako to storiti tako, da izkoristi evropski upad. In to se morda dogaja vsem pred nosom. Leta 2026 so se pojavile informacije, da je BYD v pogovorih za nakup nekaterih proizvodnih obratov, ki niso bili veliko v uporabi. Medtem ko so veliki trije nemški proizvajalci avtomobilov še vedno v dobrem stanju, je veliko drugih evropskih avtomobilskih podjetij zašlo v težave. BYD bi prevzel te obrate in nenadoma bi lahko na evropsko celino prinesli svoj način proizvodnje, usmerjen v montažno linijo in množično proizvodnjo. Za tiste, ki so si želeli kitajskih avtomobilov, bi bili ti bolj dostopni kot kdajkoli prej. Za tiste, ki jih niso želeli, pa morda sploh ne bi vedeli. Prevzem tovarn je le del načrta podjetja BYD. Drugi del je prevzem spečih blagovnih znamk, preoblikovanje njihovih avtomobilov in ustvarjanje nove linije evropskih avtomobilov, pri čemer so v središču kitajska tehnologija, denar in dizajn. To se je že zgodilo z italijanskimi podjetji, kot je DR Automobiles, ki uporabljajo opoščena italijanska imena avtomobilov, kot je Italija, za preimenovanje vozil kitajskih znamk, ki so na zahodu manj znane. Tem so nadeli vzdevek zombijevske znamke. Gre za model, ki bi v kombinaciji z nizkimi stroški in široko privlačnostjo podjetja BYD lahko pomenil smrtonosen udarec za industrijo. Zakaj se avtomobilska industrija ne obnaša tako? Zakaj so evropski regulatorji edini, ki se zdi, da paničarijo? Najbolj priljubljen električni model v Volkswagenovi ponudbi je ID.4, ki je postal zloglasen zaradi svojega zapletenega programskega sistema in dolgotrajnega popravila, kadarkoli gre kaj narobe. Vsi smo že doživeli tisti trenutek, ko telefon ali računalnik zahteva posodobitev programske opreme v najbolj neprimernem trenutku. Avtomobili, ki počnejo enako, lahko povzročijo še večje nevšečnosti.
Uporabniki se pogosto pritožujejo, da popravki za programske napake potrebujejo mesece, da pridejo do njih. Včasih pa je potreben celo obisk servisa, da avto spet deluje. Zato si BYD prizadeva biti ne le cenejši, ampak tudi hitrejši. BYD je bil morda eden prvih večjih proizvajalcev električnih vozil, ki so prišli iz Kitajske, vendar ni dolgo ostal sam. Podjetja kot je NIO so hitro sledila in ciljala na višji segment trga s športnimi terenci in prestižnimi električnimi vozili, ki so bila še vedno cenejša od številnih zahodnih tekmecev. A prava prednost je bila programska oprema. Kitajska podjetja za električna vozila so svoje vozila gradila bolj kot tehnološke izdelke, kot pa kot tradicionalne avtomobile. Programska oprema, baterije in uporabniška izkušnja so bili zasnovani tako, da so od začetka delovali skupaj. To so opisali kot razliko med tem, da na posodobitev za Volkswagna čakaš kot na pismo po pošti, in tem, da pri kitajskem ekvivalentu samo klikneš posodobitev na pametnem telefonu. Ker kljub temu, da avtomobili prihajajo z proizvodnih trakov, ta podjetja vedno bolj razmišljajo najprej kot programska podjetja in šele nato kot avtomobilski proizvajalci. To je ena največjih prednosti, ki jih ima Kitajska trenutno pred svojo zahodno konkurenco. 100 let stari avtomobilski proizvajalci, ki so desetletja prevladovali v industriji, so morali biti v internetno dobo zvlečeni proti svoji volji, z veliko odpora. Niso bili ustvarjeni za svet, kjer je programska oprema na prvem mestu, in dolgo časa tudi mnogi njihovi kupci niso bili. Nasprotno pa so bili BYD in njegovi kitajski konkurenti ustanovljeni leta 1995, ko sta bila programska oprema in internetna tehnologija že del vsakdanjega življenja. Njihova programska oprema je narejena za avtomobil in je pripravljena na brezhibne posodobitve, kadarkoli jih potrebujete na poti v službo. Toda, zakaj pravzaprav potrebuje avtomobil za vsakodnevno vožnjo tako napredno tehnologijo? Za najbolj dramatičen primer, kako daleč pred konkurenco je kitajska programska oprema, si moramo ogledati enega izmed najprestižnejših avtomobilov na trgu. Limuzina Xiaomi SU7 Max lahko pospeši od 0 do 100 km/h v samo 2,7 sekunde. To ji omogoča dvojni motorni sklop. To je vrsta zmogljivosti, ki smo jo nekoč povezovali z elitnimi evropskimi športnimi znamkami. A ni bilo tisto, pod pokrovom motorja, tisto, kar je pritegnilo pozornost ljudi. Avto je opremljen z napredno senzorsko opremo, vključno s 128-linijskim LiDAR sistemom. Tehnologija, ki je okrajšava za zaznavanje in določanje razdalje z uporabo svetlobe, uporablja pulzne laserje za sprotno mapiranje sveta okoli vozila, kar avtomobilu omogoča izjemno natančno analizo prometa, ovir in cestnih razmer. Kar je res izstopalo, pa je bila ogromna moč, ki stoji za tem. Vozilo ima 11 visokoločljivostnih kamer, ki podatke pošiljajo v 2 čipa Nvidia Drive Orin, sposobna obdelati 508 bilijonov operacij na sekundo. To ni le zmogljiva tehnologija za avtomobil. To je zmogljiva tehnologija za vse. Vsak Xiaomi SU7 Max ima več procesorske moči kot računalniki za vodenje na 500 raketah Tomahawk skupaj. To je pametna tehnologija preoblečena v avtomobil. Vsak od teh avtomobilov, ki pride v državo, bo v bistvu izjemno hiter, izjemno pameten računalnik, ki si bo ceste delil 100 000 starejših modelov. To je pripeljano do nove generacije avtomobilov, programsko opredeljenih vozil. Ti avtomobili niso bili zasnovani kot tradicionalna vozila, ki jim je bila programska oprema dodana kasneje. Že od samega začetka so bili zasnovani na programski opremi. V mnogih najnovejših modelih so sistemi umetne inteligence v središču vozniške izkušnje, saj nadzorujejo vse od navigacije in varnostnih funkcij do optimizacije baterije in avtonomnih asistenčnih sistemov. Strojna oprema je pomembna, vendar je programska oprema vse bolj izdelek. To spremeni celoten proizvodni model. Namesto da bi bila tovarna, srce podjetja, postane končna točka sestavljanja v veliko večjem tehnološkem ekosistemu. In na Kitajskem ta pristop hitro postaja standard za prihodnost avtomobilske industrije. Toda, zakaj civilno vozilo potrebuje več procesorske moči kot vojaška oprema, če pa bo vse, kar bo počelo, vožnja do trgovine? Sprva se je zdelo, da je vstop kitajskega trga na evropski avtomobilski trg precej preprost. Evropski proizvajalci avtomobilov so izdelovali drage, staromodne avtomobile, ki niso ustrezali okusu ali proračunu današnjih kupcev. Nova generacija odraslih se ni le borila za preživetje, ampak je bila tudi zelo okoljsko ozaveščena in verjetno ni želela kupiti avtomobila, ki porabi veliko goriva. Kitajski elegantni množično proizvedeni električni avtomobili so se zdeli naravna izbira za trg in povpraševanje po njih je že bilo dokazano, razen da ti podatki zdaj ne držijo več. Kitajska si je že utrdila položaj na evropskem avtomobilskem trgu z obsežno trgovino med obema stranima. Nenadoma se je to začelo dojemati kot problem, kot še nikoli prej. Evropske vlade niso bile zaskrbljene le zaradi izgube tržnega deleža. Skrbelo jih je, da bi lahko popolnoma izgubile nadzor nad eno svojih najpomembnejših industrij. Ta strah jih je potisnil k uvedbi carin na kitajska električna vozila. Ta poteza ni grozila le z motnjami na avtomobilskem trgu, temveč je tvegala tudi sprožitev veliko večje trgovinske vojne med dvema globoko povezanima gospodarstvoma.
Ko se carine začnejo povečevati, redko ostanejo omejene le na eno industrijo. Sodobna kitajska električna vozila niso le avtomobili z baterijami namesto rezervoarjev za gorivo. Niso niti visokotehnološki računalniško podprti avtomobili, kot jih danes izdelujejo podjetja kot je Tesla. Vsako kitajsko električno vozilo na evropskih cestah je opremljeno s takšno ravnijo tehnologije, da je v bistvu mobilni podatkovni center. Kartirajo teren okoli sebe in ustvarijo podroben načrt vsake prevožene milje. Ta zemljevid postane del podatkov računalnika za prihodnje vožnje, a nihče ni prepričan, ali tam tudi ostane. V zadnjih nekaj letih so se strokovnjaki za kibernetsko varnost vse bolj začeli zanimati za preučevanje telemetrije povezanih vozil. Združuje prenos GPS podatkov v realnem času, statistiko motorja in uporabniške podatke, domnevno pod strogimi ukrepi kibernetske varnosti. Toda, čeprav so ti stroji opremljeni z zaščito pred vdorom in krajo podatkov iz zunanjih virov, nihče ni prepričan, ali enako velja tudi za notranje vire. Predsednik Xi je zaostril državni nadzor nad strateškimi industrijami in zagotovil, da ima vsako podjetje še vedno tesne povezave s kitajsko vlado. Ti avtomobili se v zahodni infrastrukturi učijo bolje kot mnogi ljudje, ki živijo v njeni bližini. Njihova prisotnost na evropskih cestah bo le še rasla, saj poceni avtomobili vse bolj vplivajo na trg. So tik pred tem, da ne bodo le obvladovali trga, ampak tudi ceste. Zakaj je Evropa nenadoma tako odločna, da kitajskim električnim vozilom prepreči prodor? Še posebej potem, ko je desetletja selila velik del svetovne proizvodnje na vzhod, medtem ko je njena lastna industrijska osnova počasi slabela. Zdaj Kitajska vidi priložnost, Evropa pa grožnjo. To je tisto, zaradi česar je odziv s carinami tako tvegan. Pogosto jih opisujejo kot nekakšno gospodarsko igro z visokimi vložki. Ko ena stran začne dvigovati ovire, druga stran skoraj vedno odgovori. Cene rastejo, dobavne verige se zaostrujejo in obe gospodarstvi utrpita škodo. Toda EU ne popušča, ker se sploh ne gre za avtomobile. Karin bodo verjetno pospešile upad evropskih avtomobilskih podjetij in izpostavile proizvajalce prevzemom. A vojne za električne avtomobile so pravzaprav zapleten posredni boj za programsko suverenost. Kitajski val električnih avtomobilov ne prinaša le nove možnosti na evropski avtomobilski trg. Na evropske ceste prinaša milijone mobilnih podatkovnih centrov. In ti lahko potencialno pošiljajo načrte o vsej Evropi, čez morje nazaj matičnemu podjetju. In sredi gospodarske bitke se vojna za električne avtomobile vodi kot posredni boj v večji vojni za podatke. A morda je že prepozno. Evropske carine so orožje iz 20. stoletja proti cilju iz 21. stoletja. Medtem ko gradi zidove, da bi avtomobile zadržala zunaj in ohranila svoje tovarne, je digitalni trojanski konj morda že prišel skozi glavna vrata. To ni edino področje, kjer se dogaja prevara z visokimi vložki. Poglejte, 12 ameriških znanstvenikov je izginilo ali umrlo. Kaj se dogaja? Da bi razkrili temno resnico o največji skrivnosti v svetu znanosti, ali pa si namesto tega oglejte ta video.